Kar mi je bilo pa ful zanimivo, recimo letos videti je, da duhovni ljudje ali pa ljudje, ki se ukvarjajo z duhovnostjo v Sloveniji, da so imeli veliko tendenco ali pa bias se pritoževati med to krizo. Ne. Spravo, motili so jih maske, motili so jih ukrepi, vse jih je motilo. In to je bilo ful zanimivo, ker jaz duhovnost, če bi nekdo rekel, kaj je duhovnost, ne? Ti si me enkrat vprašal, ne? Ampak sem pa dost razmišljal čez leta, kaj to sploh je. Ena beseda je sprejemanje tega, kar je. Ne? In ful mi je bilo zanimivo, da ljudje, ki so v duhovnosti, niso bili sposobni, sem to je zdaj moje nesprejemanje, ne? Pač vedno se zavem, ker razmišljam o tem, zdaj pa ti ne sprejemaš, Klemen, njih, ne. Ne, ti lahko objektivno poveš, da oni niso sprejemali, medtem, ker ti sprejemaš njih. Sem hotel sam priznati, malo me je motil, ne. A veš, ker mi je bilo tako, vi bi najbolj mogli biti odmaknjeni od tega, ne. A si čutil kaj razočaranja? Svojega? Ne, razočaranja do njih. Jaz bil razočaran. Ne, razočaran ne, ampak bil sem, ni bilo tako, da sem imel pričakovanja, pa niso bila izpolnjena. Ker to niso bili ljudje, ki bi jih jaz tretiral, ne vem, kot Sai Babo ali pa neke zelo napredno duhovne ljudi. Ampak sam ljudje, ki se primarno v življenju ukvarjajo z duhovnostjo. Ne? Prvi so bili, oziroma najbolj glasni na družbenih omrežjih, jaz sem to, moj ego je videl to kot jezo. Ne? In to me je ful šokiralo. Ne? In sem rekel, kako je to možno, in to sva se veliko s Tjašo pogovarjala, sem rekel, jaz tega presep ne morem, enačba mi ne deluje, ne? Zato ker vse, kar jaz vem, je tako sprejemanje tega, kar je. Če moram imeti masko gor, dam masko, če ne moram dihati, dam si jo klepa, prije policaj, pa sem jo dam gor. A veš, malo si pragmatičen. Tam je bilo pa, iz principa ne bom dal maske gor, ker ne bojo se oni tega šli z nami. To mi je totalno neduhovna stvar. Ne? Mislim, sej ti lahko respondaš na nekaj, kar mogoče verjameš, pa mogoče je objektivna krivica, ampak to lahko narediš iz ljubezni, lahko narediš pa to iz neko jezo, z nekim egom. In to pa imaš prav, ne moramo vedeti iz česa je on. Ne? Jaz vidim tako, kot da je jezen. Ne? Lahko da ni. Lahko da ni, je pa vibe, ki ga pa začutiš. Ja, vibe pa je bil. Ja. In jaz mislim, da težko prefrigaš nekoga, zelo hitro te ljudje preberejo, kak je vibe pozadje. Ja. Jaz večkrat čutim, po mojem je razočaranje najbolj pogosto čustvo, predvsem zato, ker so to ljudje, ki imajo neke sledilce, ki se opirajo na njih za pomoč, in oni imajo zelo veliko odgovornost, kaj spregovorijo, kaj naredijo. Ker marsikdo jih gleda in se sklicuje potem na njihova dejanja, na njihove besede. In potem, da taki ljudje, ki smo jih dali na nek pedestol, ne izkoristijo tega za širjenje ljubezni, pa dobrega, pa miru, pa mogoče, pa sej jaz ne verjamem v neko pasivo, kjer mi sprejmemo nekega okupatorja, pa rečemo vse je guta, ampak lahko se boriš nazaj za ljubeznijo. Ampak ja, oni mislijo, jaz verjamem, da želijo dobro delati, recimo, ko se upirajo, ko kritizirajo. Dobro za koga? Za družbo, recimo. Jaz mislim, da je primarno marsikdo zase. A misliš, da zavestno? Ne, jaz mislim, da to ni na zavestni ravni. No, ampak meni je tako, tisto, kar ti zavestno delaš, mi je mnogo bolj pomembno, kar ti nezavestno delaš, ker imaš manj kontrole nad nezavestnim. Jaz lažje odpustim nekomu, če je pač lost v svojemu egu. Kakor da ti zavestno, recimo, greš veš kaj, hočem povedati. Ne vem, kje je meja med zavestno pa nezavestnim, ker če nezavestno toliko zelo vpliva na zavestno, veš, kje pol potegneš po tvoje črtam. Ti jim dal primer. Recimo, to sem glih imel zdaj pogovor z enim gospodom tukaj, ko so Američani vrgali atomsko bombo na Japonsko. Pa zdaj ne bi jaz, da bi se mi pogovarjali, ampak sam primer hočem dati. Recimo, če je namen tega, ki je izvršil ukaz, se pravi predsednika Amerike ali pa nekega vrhovnega generala, ki je svetoval, če je njihov namen, zračunali smo, mi moramo narediti invazijo na Japonsko, če hočemo končati vojno. To pomeni po projekcijah, da bo 2 milijona Japoncev umrl, pa 1 milijon Američanov bo umrl, ki bo izkrcanje večje kot na Normandiji. Alternativa je, vržemo atomsko bombo
in umre 200,000 Japoncev takoj. Ne? In zdaj njegov namen, če je njegov namen rešiti 3 milijone ljudi, lahko on zajebe v temu, ne? Se mi zdi to ful bolj pomembno, kot če bi on zavestno, brez kalkulacije v glavi, pač ubil 200,000 ljudi. A veš, kaj mislim? Namen njegov je, recimo, dober, noter, v njegovem srcu. Ne moramo pa nikoli zares vedeti. Ne? Ampak to sem hotel povedati. Razlika je, da lažje odpustiš nekomu, ki napako naredi nezavestno. Ne? Z mislijo na dobro. To sem hotel povedati. Glede teh duhovnih ljudi, ne, jaz sem se že zadnja, 3 leta zelo želim postavljati na neko sredino, sicer v svojemu svetu. Ne. In tukaj med to krizo sem videl ekstremizem ljudi, ki padejo v en bucket in so sovražni do ljudi iz drugega bucketa. Ne. In jaz lahko rečem, da sem oba tabora razumel, ne? Ali pa probam razumeti oba tabora. Ne? In to je bil en moj največjih challengeov letos, da sem skozi iskal sredino, pa nobenega ne obsojati. Ne? Oziroma čim manj obsojati. In to je bil ful velik challenge. Ne? Veš, če sem tudi ful mal videl letos. Folka, ki je zelo humble, rekel, nimam pojma, kaj se dogaja. Ja. Nimam pojma, tako ne vem. Ne vem, kaj bo. Ja. Ne vem, a zdaj maske so cool, a maske niso cool. Ne vem, a je Janša kriv ali ni. Folka, ki je enostavno odkrito rekel, ne vem. Ja. Tega sem videl zelo malo. Ja, mogoče se je tudi malo sfiltriral pri naših, pri ljudeh, ki jih poznaš, malo vidiš, kdo je recimo iskreno analiziral situacijo. Ej, ne vem, lahko je tudi to. Pa unka je skočil na nek opinion. Ne? In tega jaz mislim, da bo vedno več in ne vem, v kakšnem svetu bomo živeli, ne? Ker ne moreš več skupaj prijeti z ljudmi. Ne? Dober bil tweet, sem prebral, da prehajamo v dobo, ko boš mogel verjeti, ker vedeti ne boš mogel več. Ja. Ja. Kar je slabo. Jaz bi rekel, da tudi to sem hotel reči. Jaz mislim, da skozi zgodovino smo mi zmeri verjeli nekomu, nismo pač vedeli, aj kaj na tem ali ni. Zmeri smo se nekako naslanjali na nekoga nad nami. Ja. Mislim, iskreno bi bilo, da rečeš verjamem, ne pa da vem, ampak veliko ljudi je pa v taboru vem. Ja. In vedno bolj bo, se mi zdi, da to. Ne? Ker v svojem mehurčku, informacijskem mehurčku živi. In mislim, mogoče razočaranje nad duhovno skupnostjo Slovenije. Da je bilo, ne. Tako da, če imajo oni slučajno kak kolegi, kjer se henga med sabo, vsi poduhovljeni Slovenci, naj se zazrejo vase in sprejmejo našo kritiko. Ja. Pa niti nočem reči, da nimajo prav, ne. Hotel sem nekaj drugega povedati, ne. Zakaj imajo tako močno mnenje, ne. Zelo sem razmišljal o tem, pa sem šel tudi malo raziskovati, kaj je psihološko, zakaj je tendenca ljudi, ki so nagnjeni k duhovnosti, zakaj so nagnjeni tudi k teorijam zarote. Ne? Se pravi, teorija zarote je nasprotno od mainstream narative. In sem dobil ful zanimiv explanation. Zanimiv je bil, ne vem, če moči verjamem, ne, ampak recimo ti, recimo živiš neko normalno, povprečno življenje v sistemu, preden si spiritualen. In zgodi se ti neki, lahko je izguba otroka, lahko je psihedelična izkušnja, lahko je izguba partnerja, neki močna izkušnja se ti zgodi, ki jo ti tretiraš kot spiritualno izkušnjo. Spremenite zavedno. In ti od tiste točke naprej popolnoma drugače gledaš na svoje življenje. In malo gledaš, to, kar sem prej živel, je bila malo laž, ne? Ker zdaj čisto drugače gledam na življenje. In potem imaš ti bias od tiste točke naprej, da vse, kar se ti zdi resnično, ali pa kaj je največ dokazov, je sigurno obratno od tega res. Ker sem prej bil v tem, ne. Verjel sem v, ne vem, korporativno življenje, to nam bo naredil srečo, ne, in jaz sem zdaj spiritualen in pol moraš iti v bistvu kontra temu, kar se ti zdi, ne. In se mi je zdela zanimiva razlaga tega, ne. Zakaj si kontra recimo informacijam, ki jih zaznavaš. Ne?
In tako, no, pa imaš pa še ta spiritual emergency v psihologiji, ne, ker imaš ti nekaj spiritualnega, se ti dogaja in je to v bistvu samo kriza, ne, ker David Icke je imel to. Recimo v 90-ih je on mislil, da je Jezus ali Mesija, ne, in je šel tudi na pogovorno oddajo in se je cela publika mu smejala in on je rekel, ja, čez leta 2001 bo konc sveta, to zdaj povem. Tako zelo je bil resen. Ne. In ni bilo resa, ne, nič od tega. Ampak bilo v njegovu svetu. Tudi ostalo, neč ni res. Ne samo to, ena stvar. Ja, nimamo tega korigiranja tega. Za ljudi, ki se jim to dogaja, recimo, nimamo v družbi, to se ti dogaja, vse je ok, to je samo faza, čez katero greš, ne, se boš zbalansiral. Ne. In ti si pol celo življenje v nekem ekstremu živiš. Ne. Korporacije so slabe, vsi ljudje, ki imajo moč, so slabi, zarota, 5G, vaccination, čipi. A veš, vse obratno od tega, kar se zdi, da bi bilo res, oziroma je zelo teže razlaga, se mi zdi. Ne. In to sem veliko to leto razmišljal.